V dogovor za razvoj regije 2014-2020, torej finančni perspektivi, ki se konec leta zaključuje, so vključili 15 projektov. 4 zaradi različnih razlogov niso izvedli, zaradi česar je ostalo nekaj denarja, nekaj sredstev je ostalo tudi pri zaključenih projektih. Vse skupaj znaša kar nekaj čez 4 milijone, to je tistih sredstev, ki so bila v pozivu Razvojnemu svetu za pripravo dogovora za razvoj regije dana. Največje potrebe se kažejo pri kolesarskih povezavah. Pričakujejo, da bi sredstva iz enega projekta lahko prerazporedili na drug projekt do maksimalne višine sofinanciranja oziroma upravičenosti. Hkrati pa tudi nastaja problem zaradi dviga cen, da se tudi resorji med seboj uskladijo in enotno postopajo, da dovolijo dvig cen zaradi razmer na trgu in tudi te odmike do seveda najvišje višine sofinanciranja umestijo, kajti sredstev v naši regiji, kot kaže, bi bilo dovolj. Pri obravnavi zamika izvajanja regionalnega prostorskega plana je sevniški župan poudaril, da ne gre za nadomestilo za občinske prostorske načrte, ampak za zgolj del strateškega prostorskega načrta. Vendar opozorilo je zgolj v tem, da pri spremembah občinskih prostorskih načrtov ne bi prihajalo do zamikov, zamud, kajti občine imamo izkušnjo tekočega spreminjanja prostorskih načrtov, občinskih prostorskih načrtov in da ne bi ta sprememba oziroma zamik regionalnega prostorskega plana zavrla oziroma omejila hitrosti sprejemanja teh prostorskih načrtov. Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk je po enoletnem predsedovanju svetu regije Posavje predal enoletni mandat vodenja bistriškemu županu Franju Debelaku. Nadaljevali bomo po moje kar s konstruktivnim delom, čakajo nas kar nekaj pomembnih izzivov pri razvoju regij, da zaključimo te obstoječe projekte, ki se nam zaradi podražitev spreminjajo, predvsem pa, da ti ostanki ostanejo v Posavju in da jih mi lahko uporabimo za naše projekte.